Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, ker si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih temah. In tudi tokrat, ukolikor vas zanima, kaj piše v omenjenih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Kot verjetno izjemno dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj osebni komentar. Tako, tudi tokrat smo prav na hitro ponovili ta malce drugačni format prispevka, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. A v današnjem prvem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 7. aprila na spletnem portalu GP Blog. Tu smo lahko zasledili izjavo Andreje Kimija Antonellija. Italijanski voznik je dejal, kako bodo verjetno pri Ferrariju s pomočjo sistema A-Duo nadoknadili kar nekaj zaostanka, ki ga danes vidimo na progah svetovnega prvenstva Formule 1. In podobne informacije lahko dobimo v raznih članih, dostopnih v spletu. A težava je kot običajno nekje drugje. Prvič, FIA ni spremenila pravilnika A-Duo, kljub temu, da sta 2 veliki nagradi odpadli. Zaenkrat ni še prav nič uradnega. Drugič, v tistem, kar je nam navdušencem znano, se bo sistem A-Duo preverjal po 6 dirkah in zaenkrat so za nami 3 dirkaški vikendi. Tretjič, FIA ni nikjer uradno objavila, da je Ferrari v takšnem zaostanku, da si bo lahko na področju pogonskega sklopa lahko privoščil spremembe pod režimom A-Duo. In na koncu še tisto bistveno, kako lahko voznik tovarniške ekipe Mercedes govori o stvareh, ki naj bi se dogajale pri Ferrariju. Zopet smo tam, ko se novice ustvarjajo iz govoric. In verjamem, da marsikateri navdušenec verjame, da bo Ferrari lahko uporabljal to bližnjico A-Duo. Res lahko jo bo, ampak a ni bolje počakati, da bodo stvari uradne in zagotovo v tem aprilskem premoru ne bodo prišle do izraza? Vprašanje, ki bi si ga moral postaviti marsikateri pisec. Mi pa kljub vsemu bomo sedaj odšli k drugi današnji temi. V drugi današnji temi se bomo pa ustavili pri članku, ki je bil objavljen 8. aprila na spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko zasledili izjemno zanimivo potrditev enega izmed mojih predhodnih prispevkov. Namreč pri ekipi Audi ne iščejo nekega nadomestnega vodje ekipe. Kot smo govorili v prispevku Pretres v Audiju 22. marca, je odšel Jonathan Whitley, ampak sedaj naj bi ga nadomestil tudi trajno Mattia Binotto. Če so ga v začetku lanske sezone rahlo odmaknili na stran, je sedaj svojimi znanimi metodami prišel nazaj. Bo to koristilo ekipi
bomo seveda videli, ampak pri Audiju ne iščejo nekoga, ki bi njihovo ekipo vodil, kar naenkrat je postal Mattia Binotto iz začasne rešitve ona stalna. A toliko o tem, poglejmo si, kaj se je zanimivega zgodilo v tretji današnji temi. Verjetno je marsikdo izmed vas naletel na novico, kot je tista, ki je bila objavljena 2. aprila na spletnem portalu Sky Sports. Tu smo lahko zasledili, kako so pri ekipi Alpine objavili odprto pismo. Odprto pismo, ki je dolgo približno 1200 besed. In v njem odgovarjajo na mnoga namigovanja raznih navdušencev o tem, da naj bi celo sabotirali Franka Colapinta, kar še zdaleč ni res. A verjamem, da Franco Colapinto je izjemno popularen po družbenih omrežjih in ko mnogi navijači vidijo boljše uspehe Pierra Gaslija, so krivi pri Alpinu, ker ga sabotirajo in tako ubogi Franko ni tam spredaj. Resnica je kot običajno bistveno bolj enostavna in mogoče malce bolj dolgočasna, verjetno pa izjemno boleča. Franco Colapinto še zdaleč ni na nivoju Pierra Gaslija in to se vidi na progi. Oba voznika imata enako izhodišče, ampak vidimo razliko v kvaliteti. Čeprav je lahko Colapinto nekomu simpatičen na družbenih omrežjih, to še ne avtomatsko pomeni, da je hiter. In s tem se bodo morali marsikateri navijači Colapinta sprijazniti. Življenje je vezano na realnost in ne na fikcijo, kot je mogoče na raznih družbenih omrežjih ali pa v seriji Drive to Survive. A verjamem, težko se je sprijazniti s tem, da naš idol ni tisti najboljši. V primeru Franka Colapinta je žal tako. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista malce bolj postranska tema. Danes si bomo ogledali članek, ki je bil objavljen 7. aprila na portalu motosport.com. Tu smo lahko videli članek, ki je opisal 5 najboljših dirk po izbiru avtorja veličastnega Jima Clarka. Treba je povedati, da 7. aprila leta 1968 na progi v Hockenheimu na dirki Formule 2 je Jim Clark izgubil življenje. In ni treba posebej poudarjati, da je Jim Clark eden iz mojih favoritov. Pa verjetno ni težko zaslediti v predhodnih prispevkih, da ga sam smatram za najboljšega vseh časov. In čisto legitimno je, da imate vi svojega favorita. Lahko je Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Max Verstappen ali bilo kdo drugi. Ampak vprašajte se, ali ste na domačih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1 7. aprila, sploh prebirali, da je minilo toliko in toliko let od smrti tega veličastnega šampiona. Kaj se dogaja na raznih portalih 1. maja? Vprašajte se, kakšen je nivo teh virov, kjer so vam dobesedno zamolčali dobro zgodbo, ki bi vam lahko popestrila dan v tem dolgem premoru. Toliko o kvaliteti, ki jo imamo tudi v Sloveniji,
čeprav imamo najstarejše, najhitrejše, najboljše portale, ki kot običajno več ali manj prevajajo. Ampak ko je trenutek za prevod nekaj zanimivega, no ja, takrat pa nas ni verjetno v pisarni in ne moremo narediti, ker smo odšli na počitnico. A toliko o tem. Tudi tokrat smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.